Lučke, ki so danes zagorele v vseh večjih mestih, napovedujejo prihod veselega decembra. Tina v našem studiu pa napoveduje spletke. Zdravo! Živijo, Aleša, še preden se začnemo veseliti novega leta, ostanimo še malo v novembru. Naši gledalci so nam prek Snapchata sporočali, da so med počitnicami pekli kostan, se potepali v naravi, pa seveda gledali infodromove novice, ki so jih v počitniškem krompirju lahko spremljali ves teden. Na YouTubeu ste si ta mesec največkrat pogledali kolesarko Tinko in prispevek o nadzornih kamerah. Na Instagramu pa največkrat stisnili srček o novici o podelitvi ameriških glasbenih nagrad. Prav tam ste nam sporočili tudi, da vas je že več kot 60% nakupovalo po spletu. No, a prav danes je črni petek, ko trgovci pripravijo posebne akcijske ponudbe in mamljive so predvsem tiste na spletu. Ampak, preden prestavite kaj v košarico, premislite, ali je nakup varen za zemljo in za vašo denarnico. Kako so neži povedali učenci osnovne šole Frana Erjavca, Nova Gorica. Spletno nakupovanje je lahko zelo fajn. Kupujem pripomočke za nogomet in stvari za uživanje. Kupujem obleke in ovitke za telefone. Mi je všeč, ker se takih stvari ne dobi v Sloveniji ali pa je ceneje. Kartico si izposodim od staršev. Kaj zlorabiš? Ne. Prek spletne strani sem naročil polnilc, ni prišel, je bil poceni, tako se nisem preveč sekiral. Pri nakupovanju na spletu je treba biti previden. Varnostni ukrepi so: na računalniku naredi vedno požarni zid in naloži antivirus. Preden plačaš, preveri, če je spletno mesto varno. Instagram in Facebook vsebujeta oglase lažnih spletnih strani. Če je nekaj preveč lepo in preveč poceni, je najverjetneje goljufija. Zato vedno preveri komentarje ostalih kupcev. Znak, da nekaj ni čisto v redu, je, če vam prodajalec ali pa kupec predlaga, da izvedete plačilo prek sistema Western Union ali kakšnega podobnega sistema. Če plačujete s predplačniško kartico, pa zelo previdno, da ne boste podatkov zaupali komu, ki tega ni vreden. Če ti starši dovolijo uporabo kreditne kartice, ne zlorabi njihovega zaupanja. Če to goljufajo, lahko zahtevaš denar od banke nazaj. Vedno shranjujte vsa dokazila o nakupu. Če pa imate še vedno težave, se obrnite na Sicert. Če ti izdelek ni všeč, imaš 14 dni časa, da ga vrneš. In še najpomembnejše? Ne kupujte stvari, ki jih ne potrebujete. Še več informacij pa na Instagram profilu Infodroma.